Poletje in s tem počitnice so v polnem razmahu, zato ne preseneča, da na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto tudi letos izvajajo humanitarni počitniški teden mladih. Poimenovali so ga Mladi za boljši svet. Vsak dan v tem tednu se prostovoljno udejstvuje 6 do 10 osnovnošolcev in dijakov z novomeških šol. Pridružili smo se jim pri eni od delovnih akcij. V stanovanju pri starejšem paru na ulici Slavka Gruma so mladi belili in čistili stanovanje. Jaka je oprav tudi posodo. Videl sem plakate v šoli, pa sem se odločil, da bi to tudi sam naredil, da bi kaj pomagal drugim, ne, da ne bo, da sem meni ne pomaga, da pa lahko tudi jaz še kaj drugim dam. Rebeka Robek, ki je pred časom prejela priznanje Novomeškega območnega združenja za najprostovoljko, pa je želela poskusiti nekaj novega. Se mi je zdelo, to pa fajn še za naprej, še kaj tazga, še kakšne nove izkušnje, kakor jih že imam. Bili smo na DRPD-ju, smo se z priseljencimi domače naloge delali, pa smo se igrali družabne igre. Učna pomoč, 2. razred, pa na varstveno-delovni center smo šli pomagati uporabnikom. Mladi bodo tako v tem tednu opravili prek 180 ur prostovoljnega dela. Med drugim so starejšim zložili drva. Potem se bomo tudi družili z stanovalci doma starejših občanov Novo mesto, šli z njimi na sprehod, pekli palačinke, družili se bomo z našimi uporabniki programov Rdečega križa. Ne le, da mladi s tem kakovostno preživljajo počitniške dni, pri njih obenem razvijajo sočutje za ljudi v stiski, dodaja. Namen tega tedna je, da mladi se prostovoljno vključijo v delovne akcije, pomagajo starejšim in tudi socialno ogroženim, spoznajo pomen prostovoljstva, spoznajo tudi, če kdo potrebuje pomoč, če kdo potrebuje hrano, oblačila, obutev. Morda pa starejši potrebujejo zgolj toplo besedo ali stisk roke. Na Novomeškem Rdečem križu se sicer trudijo pridobiti čim več novih mladih prostovoljcev, zato vse šolsko leto po šolah in vrtcih izvajajo delavnice za krepitev prostovoljstva med mladino.